nič dobrega ne obeta, neprijazen je, kot so šoferji mestnega prometa. Tu sestanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali okrog RTV-ja. A to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Več kot samo sebi, o meni kompjuter ve. Zdaj smo spet številke, zdaj nismo več ljudje. Vse ostrejši je ta naš kamen spotike, da prav nesmrtni imajo največje spomenike. A to se govori, ja? Med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet se rodi v petkih ob dveh, ko odprejo se vrata in sliši se smeh, ko masko nasmeha si nadeneš še šev, ker svet se rodi v petkih ob dveh. Ob dveh. 64 ur zdaj imaš na razpolago, da za konec tedna si privoščiš zgago. Ne verjemi tem, ki glasno govori, da smo tukaj sami dobri ljudje, ampak to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet umira nedeljo zvečer, ko vsi smo zbrani in v hiši je mir, ko lokal bo zaprl še zadnji oštir, svet bo umrl nedeljo zvečer. Svet umira nedeljo zvečer, nedeljo zvečer. Te svinarije ne bom gledala že na vse zgodi zjutri. Takele slike ti zagral že dan. Ta plakat je res impresiven. To je zdaj v klas pisarne. Ja, meni je, da bi se napil od vsega hudega. Prosim? Ja, nič, rekel sem. Veste, kaj je to vaš Pipan? Meni pa tole ni nič všeč. Pa to je umetniški prikaz. To je raven obratna propaganda za alkoholizem. To je tako grozen, da noben še gledati ne more. No in če ne more gledati, se ga nič ne prime, ne? Umetnik je hotel, da bi resnica o destruktivnem delovanju alkohola izvala grozo. No, sicer pa počakajmo, bomo videli. Kar se tiče same akcije, tovariš Tajnik, tovariš Pipan, sami ste v odboru in veste, kako je tam. No, da ne bo spet tako kot vsako leto. Vse ostane pri 3-članskem odboru, ti pa ne morejo napraviti ničesar. Množična akcija ni speljana. Doktor Miliker bo imel predavanje, ni tako? Tudi tegale bo konec. Vi pridete prav tako na vrsto. Tudi za vas bomo tiskali plakate v tednu boja proti kajenju. Tovariš Pipan, pa kakšen človek ste vendar? Najprej mi obeste na zid tole svinarijo, potem mi pridigate proti kajenju. Ja, prosim, no, če vas to res tako moti, izvolite, prosim. Hvala. To sem rekel, kar tako mimo grede. Gre za to, da letos dosežemo kak res otipljiv rezultat. Da vsa ta akcija ne bi ostala samo običajna 3-dnevna kampanja in konec. In na to sedemo in seštejemo, za koliko smo oškodovali skupnost. Kako oškodovali? Kaj pa govorite? Oškodovali, kako pa? Potrošimo 2-3 tisoč den, v večjih krajevnih skupnostih tudi po kak milijonček. In kaj smo napravili? Nič. Noben pijanco zdravljen, vsi ga žlampajo še naprej, družben denar pa je porabljen. Ja, no, poslušajte, kaj pa bi radi od mene? Konkretno akcijo. Imamo kar precej takih pijancev
To, da ti ne delajo take škode, niso mladini pred očmi kot ta frakl, ta se upija iz dneva v dan in to vsi mirno gledamo, pa ne samo mi, tudi naši otroci. To vidijo in se sprašujejo, kako da ta frakl nič ne dela, ampak samo pijančuje. Če nihče nič ne ukrene, potem to ni nič hudega. Frakl je bolnik. Tako, bolnik. Bolnik, ki ga je treba ozdraviti. Jaz sem si zastavil nalogo. Letos boj proti alkoholizmu. Ne bo samo verbalna kampanja. Letos bomo dokazali, da smo sposobni tudi kaj napraviti. Pregovorili bomo fraklanja neha pit, naj se začne zdraviti in ko nam to uspe, boste vi tu na krajevni skupnosti ukrenili vse drugo, da mu najdete dostojno delo, dostojno sobo in mu omogočite vrnitev v življenje. Nekega dne bo ta frakl naš ponos, tovarišice in tovariši. In kadar bo šel po cesti, bo naša vest mirna in spokojna. Tovariš, pa nihče nima nič proti, zavzeli se bomo za vsekakor zdravo. Nasvidenje. Čez v gostilno. A mislite, Krpano, tudi tole obesiti? Po vseh gostilnah, v nekaterih že visijo. Tovarišica Kasteščko in tovariš Bešlik opravljata isto nalogo. Zdravo. Zamisli si Krpana, ko mu Trimček obesi tole svinarijo. Joj, to moram pa videti. Zdravo. Zdravo, Pipan. Kaj ćeš, Coca-Cola? Kola. Kje pa je frakl? Frakl enoga u bašči. Valja balinišće. Neka odradi malo ono što pojede i popije. Šta će ti frakl? Govorit moram z njim. Ja, bom že potem. Poslušaj, dovolj boš, da nabijem tale plakat. Ma nabij dva ko ćeš, ko da sam ja to ikada branio. Tega ne, si bom shranil za spomin. Ali kdo ve, koliko rožic smo posadili, a? Ne vem. Ne veste, a? Kar precej. In če bi bilo po mojem, bi še ulico prekopali in travco posajali. Pa ja, pa še kakšno kravco pripela. Zdravo. Zdravo, Bacek. Bacek, eno veliko. Eno veliko. Veliko. Vidi ga, kao mleko. Otvorio sam novo bure, a vidi perna, nože možeš da je... Efektno, a? Pipan, skidi tu nakazu. Karvan, sam veš, da se v ponedeljek začne teden boja proti alkoholizmu. Pa jesi ti kršten čoveč, ovo je krčma, nije sanatorijum. Razjurit ćeš mi sve goste. Alkoholike, a je tako da mi. Tajnik, za ovo si ti kriv. Kako da platim porez ako padne promet? A baš će 100%. Ne bo tako hudo. Zdravo? Bravo. En špricarček. Tako, vse sva razobesila, to je zdaj opravljeno. Jaz imam še dva. Ja, bravo, tovariš Krpan. To je zavest. Još i zajebava, lapač. No, smo pripravljeni. Ja, kje pa je? Saj ga ni? Zadaj na vrtu. Gremo na vrt, fantje. Gremo, tovarišica. Frakl, jadna ti majka. Kaj, Bacek, ti čutiš? Akcija na republiškem nivoju. Meni to svinarijo ne bojo obesilo mesnico, to vam garantiram. Nemaš. Nazdar. Bravo. Evo, si vidio? Da, sa privatnim sektorom možete da radite šta hoćete. Pa da, ja nisam združeno delo, ja nisam društveno koristan. Predvsem koristiš sebi. Pa onda, a vama ne koristim, brišite me, brate, brišite. Šta je, ajde ukinite i duvansku industriju, vinogradarstvo, turizam, sve brišite, sve. Pa ćemo da vidimo kakav će onda deficit da vas nađe. Ne jeseno, saj ne prodajaš samo alkohola. Zdravo. Zdravo. Daj mi pol vina pa pol vode. Pol vode. Malo pivo. Meni pa Radinsko. Radinsko. Si vidio, tajniče? Si vidio, ustručavaju se, po sigurno. Kako i da piju pored one nakaze. Ne boj se, no.
Jutri ga ne bo nihče več pogledal. I baš mene da nađete da mi vešate ove monstrumove, ove nakarade. Slušaj, gledaj, to je kao šaka u oko. Sram da i bude. No, daj mi še enega. To bomo zelo previdno, tovarši. Zelo previdno. Ja, potrkati na njegov razum, apelirati na njegovo vest. Ja, tak ne učita me, no. Tako je, Frakl. Vroče, a? A ni hud ga, tovariš Pipan. Je. Zakaj ne prisedete malo v senco? Odpočijte si. Hvala, moram še en mal povaljati, nocoj bo tekma. Dejna, Frakl, vse se k nam kmis. No, boš kaj spil, Sedi, Frakl. Vse te ne bomo pojedli. Sedi, no, poglej. Takole. Ideš. Trčimo. Zdravje. Tovarši. Živijo, Frakl. Živijo. Kako je kaj, tovariš Frakl? Zakaj? No, Dober? Ja, veš, ampak lahko bi bilo še boljš. Ja. A veste, kaj sem včeraj prebral v časopisu? Da vsak Slovenec popije na leto 70 litrov piva. Da v drugih pijačah ne govorim. 70. To pa ni veliko. To je povprečje, dragi moj. To je na videz malo, v resnici pa je mnogo več, ker moraš odračunati otroke pa ženske. Ženske skoraj ne pijejo piva in potem tiste, ki zaradi bolezni ne morejo piti in take, ki sploh ne pijejo. In ko vse to odšteješ, je slika čisto drugačna. Potem jih teh 70 litrov nastane recimo 700 litrov. Ja. Jaz se v matematiko ne spuščam. Pivo pijem, kadar pač ni nič boljšega. Hvala in nasvidenje. Kam pa greš, to počasno vse, se še nismo nobene rekli, kaj bo še. Meni je vse jasno, tovariš Bešelin. Tisto s pivom, pa tudi to le z razgovorom. tako. Vse ste pokvarili. Jaz pokvar. Jaz sem hotel oddaleč teoretično. Vi kot abstinent sploh nimate talenta za takšne akcije. Takega, ki pije samo Coca-Colo, vsak alkoholik takoj zavoha. Ja, to je pa res, vidite, to je pa res. Tovariš Bešelin, tudi vi niste za takšne akcije. Tako, jaz ne. Idete se pogovarjati o alkoholizmu, špricarjem v roki. Tovariša, kot aktivista sta odlična, ampak za takšne akcije pa niste. Plakat, molim te lepo. Jesam li ja zaslužil, da mi ovako sabotiraju posao? Ajde, reci. Jaz tudi nemam prav nič proti takim akcijam, ampak vse, kar je prav. Takale propaganda ne sodi v gostilno. Tako je. Frakl, šta ćeš jedno dvojno žganje za tebe? Ajde, pij bar ti da mi razbiješ baksuz. Hvala, Karpan. Ampak najboljš bo, če za kakšen dan zbrišemo to. Prele so me že začeli obdelovati. Tako, Frakl, tako. I ti podvijaš red među noge. Jogica. Zapamtit ću ti ja to, Frakl. Ostavljaš ti mene na cedilu, a vidiš šta rade, gledaj. Gledaj, piju lake špricare i musolinije kao pubertetlije. Vidi, izigravaju trezvenjaka i ja poslovno propadam. Moje, Frakl. Ajde, budi solidaran bar ti, ajde, sedi lepo tako i pi kao čovek, evo, ajde. Tako. Pi, Frakl, pi. A, tako. Namesto, da bi se pridružili akciji proti alkoholizmu, ga pa še nalivate. Si slišao? Ja, da
vodim akciju protiv alkoholizma. To ćete izvini, znaš. Tudi ti. Tudi ja, evo ti ga malo morgen. Tudi ja. Ja. Po svoje ima Krpan prav. Daj mi še 2 dečka, črnga. Črnga? Ja. Tu gre za više cilje. Može, ali ne na moj račun. Izvoli. Aha. Ti gledaš vse skozi dinar. A ne bi bilo lepše, če bi recimo Frakl delal kot mi vsi. Imel dom, družino, ne pa propadal duševno in telesno. Da, razmisli malo o tem, Krpan, da razmisli. To gre za više cilje. Ne, ja. Kar se Frakla tiče, ima mogoče prav, ja. Sicer pa jaz ne maram takih le zadrtih tipov. Kako je zadrt? Eno je alkoholizem, drugo pa kozarec dobrega vinčka v dobri družbi in v pravem času, ne? Tako je, Ti, koliko sem dolžan? 2 dečka črnga pa šprica. Evo. Tako, hvala lepo. Matematika, tehnika, guma rabika. A vi pa kar mislite, da bo prišel? Rekel je, da pride. Jaz sem ga prijateljsko prepričal, pa je rekel, da pride. Ne, samo nobenih groženj, pa nobenih grozljivkov, delirijev, pa belih miškov, pa v razpadanju vetra. Čim manj boste govorili, tem boljše. Je že tu. No, Frakl. Bravo, kar naprej. No, kar se ne boj, sejte, ne bo nobeden ukriz. No, sjed se, no. Čakaj, kam nisem se. Ne, čakaj. Ne, pa je dobro. Kar te se usedi, no, se bo dobro. Lej, vidiš. Dobro. Torej, Frakl, sej ti veš, zakaj gre, ne? Jaz sem ti vse lepo povedal, naravnost, brez ovinkarenja. Povedal sem ti, da gre za tvoj položaj, sej takšno tvoje življenje, ne, to ne pelje nikamor. Marina, Revinja. Veš, ne? No, vidiš, samo da veš. Čim se tega zavedaš, to je že polovica uspeha. Ampak, dobro, Frakl, zdaj vam pa ti vsem lepo iskreno povej, zakaj piješ, ha? Frakl, ja, pa naj se o tem nikdar razmišljal. Ja, sem. No pa? Jaz mislim... Ja, daj no, povej no, kaj misliš? Jaz mislim, da pijem iz obupa. Iz kakšnega obupa? Iz obupa, ker sem alkoholik. To se pravi, če ne bi bil alkoholik, ne bi pil. Kaj čvekaš? Če ne bi pil, ne bi imel razloga za obup, ne? Ja, se je tako nekako. No, Frakl, pa ti veš, zakaj si alkoholik? Ne, to ne vem. Alkoholik si zato, ker ne moreš brez alkohola. Ampak pomisli, da bi bil tak človek, kot smo mi. Pogleden, spoštovan, imaš svojo službico, plačico, ženkico, domek. Zjutraj lepo vstaneš, greš v službo, v 9:30 malca, prideš domov, kosilo, mečkano ležeš, zaspančkaš, se oblečeš, kravatico, greš k Krpanu, naročiš malo pivo, pol litrčka, sediš z nami, ker smo tako v redu ljudje, se pogovarjamo, greš lahko brez slabe vesti, zvečer spat, ležeš, zjutraj spet v sluh. To bi bilo lepo. No, vidiš, seveda. Lepo, no. Meni ni lahko, tovarši, jaz to vem. Jaz bi bil rad kot vi. Jaz ničesar nimam. Z mojem pajzlu nikjer nikogar. Še mačke ne. Pa sem imel eno, ja, ampak je ušla.
Kaj pa če še zgorje kruha ni? Ja, hudič, Frakl, potlej pa nehaj, no. Zdaj lej tukaj, lej nam obljube, da boš nehal, da se boš uzdravil. No, pogledno, Frakl, saj te bomo vse pomagali. Boš videl službo, te bomo dobili, stanovanje te bomo zrihtali. Boš videl, prav drugač boš živel. Jaz ne vem. Ja, vidiš, Frakl, treba je samo reči, hočem pa konc. Jaz moram premisliti, to ni kar tako. Ja, se vejde, nej. Frakl, težkuje, jaz sam dobro vem. Pogledno. Jaz bi tudi rad nekaj hoditi, pa se ne morem odločiti. Ampak cigarete, veš, to ne je to huda stvar, kaj ne? Torej, No. jaz bi. Pacek, na potnico, na potnico. Bom poskusil. Dobro, vidiš, zjutraj bova šla, jaz bom šel s tabo, greva v ambulanto, tam te bodo zdravnik lepo pregledal, pa ti bo vse natančno povedal, kaj moraš storiti. Dobro. Frakl, ampak še enkrat povej, da si dobro premislil. Če bom preveč premišljal, to ne bo dobro. Seveda, kaj bi tu vtel? Vse že zdavne jasno. Treba se odločiti. Frakl, daj, da ti čestitam. Čestitam to. Danes je za nas res tak dan, jaz ne bi praznik. Nehajte, no. Dragi naš Frakl, ko boš jutri zjutraj odprl svoje lepe oči, naj bo tvoja prva misel, danes se začenja zame novo življenje. Jaj, kako pesničko. Odločil si se, da boš šel po poti, po kateri hodimo mi vsi častni in spoštovani občani našega mesta. Ugledni družbeno-politični delavci, delovni ljudje. Zato mi dovoli, da ti v imenu vseh, iz vsega srca čestitam, ker ti taka odločitev zahteva veliko volje in moči. Frakl, pa imaš voljo? Mam se rekel. Dobri ljudje, tako je. To niso prazne besede. Dragi moji, to je velika reč pomagati svojemu tovarišu, svojemu soobčanu v stiski in ga spraviti na pravo pot. To niso mačje solze, dragi moji, in zato smo na to lahko z vso pravico ponosni. Tako je. Dajmo ga. Na zdravje. Pa na zdravje. Tovarši, preveč se trudite za me. Kaj pa sem jaz? Neč. Človek, tovariš Frakl, to zveni ponosno, kot je rekel. Na, nekdo je rekel, ne? Ko se bomo drugič srečali, dragi moj Frakl, boš ti popolnoma drug človek, še sam sebe ne boš spoznal. Ko se boš pogledal v ogledalo, no, kaj boš zagledal? Nobene zanemarjene pokličene kreature, ampak zdravega, močnega človeka, ki ve, kje je njegovo mesto v naši družbi. Zdravje. Na zdravje. Dajte. Opla. Ajde. Lepo se naslonite name, tako? Ajde, lahko noč. Praktično, pa da se ti ne bi premislil. Ljubčki moji, zakaj bi se pa mogel premisliti? Kaj pa veš? Ne bom se premislil. Vidiš, Frakliček, če bi se ti premislil, to bi bila sramota za vso našo
Krajevno skupnost. Razumeš, ampak čakaj, da ti razložim. Krajevna skupnost, to smo pa mi vsi. Mi vsi, kakršni smo, takšni smo. Lepo se naslonite, name že tovariš Veselin. Ko so fantje proti vaši šli, Po noči. Kaj? Zele, ko se derete zdaj? Predu srane. A te kdo kaj vprašal? Jaz sem jaz sem svoboden človek. Ne bom tako srane govoril. Jaz se bom jaz drl, ne, rake znam. Večer, tovariš Joco. Že spet kališ nočni mir in red, eh? Tovariš Joco, kaj ti? Tovariš Joco. Frakla bom že jaz spravil, kamor spada. Bodi brez skrbi, tovariš Miličnik. Ja, mi smo za red in mir. Bravo, tovariš general. Mir in za lepo slovensko. Fantje proti vasi šli. Mir. Lepe pesmi so glavo imam kot prazen sod. V sodu pa čriček. In kadar je tale za črička. Misliš, da bova še dolgo čakala, kaj? Se lahko greste, tovariš Hrovat. Odpočite se in prespite. Jaz vem, kako je to. Kaj? Da bi šel, kje pa? No, kaj pa, če se premisliš? Ne bom se premislil. Poglejte, danes kozarca še povohal nisem. No, dobro, pa tudi, če se ne premisliš, vidiš, moja sveta dolžnost je, da te pripeljem v roke zdravnikov in oni bodo potlej odločili, kako in kaj bo stalo, ne? Oj, Avguštin Kovač. Ja, tukaj. Poslušajte vi. Lahko prišli malo trezen. Kaj? Koliko ste ga pa popili? To je nesporazum. Kakšen nesporazum? Jaz sem spremljevalec, ne? A? Zdaj tukaj, Tine Kovač, on je za zdravljenje. Prav? Stopite. Drži se, Rakiček, drži se. Ja. Moment. Tovariš Hrovat. Ja, smo že tam. Pri sestri. Sestra. Samo moment, tovariš Kovač. No, Doršica, sestra, kako je? A je v redu? Kaj mislite, zdravljenje? Ja. V redu, sprejetje. Krasno, potlega pa kar obdržite. Jaz sem pa v imenu naše krajevne skupnosti čestitam in se vam zahvaljujem. Ne obdržimo. A njega? Ja. On pride k nam šele čez kakšen mesec in pol. Tu je točen datum. Ves ta čas pa ga morate strogo nadzorovati. Kako? Čez mesec in pol? Tako. Pa kakšna logika pa je to? Mi tam v krajevni skupnosti se pretegnemo, kome ga prepričamo, naj gre na zdravljenje, no in ko se on odloči, pa ko ga jaz pripeljem sem, pa pridete vi, pa pravite čez en mesec pa pol. Saj prav za to gre. To je naša metoda, da vidimo, če se je zares trdno odločil. Pa takšna metoda. Vi, tovariš, pa premislite. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi se tudi vi posvetovali z zdravnikom. Oprostite, jaz sem spoštovan občan naše krajevne skupnosti, ne pa kak alkoholik.
Vsi taki tako pravijo. Nasvidenje. Kaj je rekla, kdaj začnem? Ti čim prej jo pobrišimo v to, ti bom med potkom se razložil. Kaj pa ima Hrovac s Fraklom? Danes je dežurni. Vsak dan dežura ob njem en član odbora. To je naša moralna obveznost. On pa mora ustrajati pri odločitvi, da bo nehal s pijačo. Glejte, kako se drži. Kot da pije ricinus. Ja, tovarši, jaz ga razumem. Pije samo sadne sokove. Daj še 2 deci, krpanj. Sila si, Frakl. Zdržal boš. Ja. Mi ti bomo pa tudi pomagali, da ne boš zgubil volja, ne? Tovariši. Kar se volje tiče, bi šlo, ampak tale cuš pa je. Kaj boš v gostilni, Frakl? Pa se si nehal piti. No, že, kako to diši, kozarci, pipe, vi tega ne zastopite, tovariš Pipa. Pa moraš ojekleniti svojo voljo, vse je mogoče, če se hoče. Pa pejva, vsej za pol ure pejva, no. Pa Frakl, kaj če bi začel tudi ti trenirati? Da bi tekel? Ja. Jaz nisem za to pejva, no. Pa Frakl! Kaj se tudi Pipan zapil? Pa ne samo on. Vsi lokajo ti morajo. Ampak temu je treba narediti konc. Da to zadnji čas. Do zdaj se je vedlo steklenica, no ali pa 2 steklenici na dan, piva, v soboto pa pol litra. Ja, zdaj so pa totalno zabredli alkoholja. Že čakaj nekaj. Ribica. Meni je tega dosti slišal. Spet si pijan. Napiješ se 3-krat na teden. Jetra ti razpadajo, ledvice odpadajo. Jaz se že čist zabuhal, kot da bi te potegnili z vode. Poslušaj, ljubica moja, tu gre za humano akcijo. Fraklova usoda je stvar naše zavesti. Dober izgovor za pijančevanje. Meni je tega dost. Ali Frakl, ali pa jaz. Ali Frakl, ali pa Angelca. A veste, kaj govorijo? Da pijem! Jaz, lepo vas prosim, a mene so proglasili za pijanduro. Ja, jako me je žal, ampak tudi jaz odpovedujem sodelovanje. Hudič, zdaj me že v službe zafrkavajo. Jaz svojega zakona že ne bom žrtvoval za Frakla. Ja, pa menda ne mislite, da bom samo jaz dežural. Ne bi zdržal, tudi če bi hotel, prijatelji. Ja, dobro, torej kaj bomo? Sami ste rekli, da je to stvar vseh nas. Vsi smo vendar vsi dobri ljudje, ne? Hej, poslušaj, kaj pa, če bi nadzor nad njim prevzel kar Krpan, ha? Kdo? Jaz? Ja, ti si že tako vzdan v gostilni. Frakl pa je najbolj srečen, če je tukaj. Ja, pa da jaz sadne sok me daj, pa daj sedim v svojim kote, ne? Ja. Sadni sok? Ja. Pa znate li vi koliko to košta?
Sadni sokovi su luksuz, burazeri, ko će to da plati? A to je naša skrb. Naša. Če je vaša skrb? Može. Krpan. Kako se kaj drži? A ga kaj pije takole na skrivaj, ha? Frakl. Ljudi čudo. Gledam, pa ne verujem svojim očima. Frakl pije samo sokove. Ne da pije, nego ljošti. Slišajte. Frakl, kaj ćeš, marelico ali pa ribizlo? Slušajte. Grenivko. Kakšno grenivko? Pa je tu. Grape. Traži samo najbolje. Zahteva uvoznu robu. Pogospodio se od sokova, pa ne zna šta će od besa. Takoj, Frakl, takoj. Moment, za vas. Račun. Samo pre nego što ga pogledate, pridržite se malo za šank. Čakaj. Grenivko. Če šlo tako naprej, bomo ob fond za socialno pomoč. Moment, kaj je? Pa ja sam vam rekao da su sokovi skupi. Evo vidi, tu je 30 bilovi. Ja, treznost je danes zelo draga stvar. Luksus, tovarši. Luksus. Krpan, Kaj? daj še 2 dečka, permejš. Še 2 dečka. Rekreacija je sestavni del turizma, zato predlagam, da se zgradi nova steza za trim. Vse to je res v redu, ampak poslušaj, s čim bomo pa mi tem našim gostom, turistom postregli, kaj? Kako s čim pa? Vino je letos odlično. Ja, res je. Posebno merlot, tovarši. O, se ne strinjam. Cviček je boljše. Pardon, tovarši. Vsa čast cvičkam. Merlot je vino za reprezentanco. Pa ti povejte jedno. Prosim, sve pošteno ali je. Ja, kaj pa ti, Frakl? Cvič. Jutri bi se moral javiti. 6 tednov je min. Karjave se, no. Karjave. Torej, tovarši, da ne... Vem, ampak kdo bo šel z mano? Frakl, Kar sem že rekel, za 2 tovarši. deci, pa nas pusti po miru, vidiš, da imamo važno Leta. delo. Zato bi bilo treba naše gostince zadržati, da ga propagirajo. Se ne strinjam. Ne, letos cviček. Slivovko! Za vse